Meteopozor je opozorilni sistem Državne meteorološke službe Agencije Republike Slovenije za okolje, s katero meteorologi s semaforskimi barvami opozarjamo na stopnjo vremenske ogroženosti. Porabi so 4 stopnje. Najnižja ali zelena stopnja predstavlja zelo majhno verjetnost vremenskega vpliva. Vremenske razmere predvidoma ne bodo pomembno vplivale na vsakdanje dejavnosti, možni pa so manjši krajevni vplivi. Rumena stopnja opozarja, da so vremenske razmere lahko neugodne. Priporoča se pozornost, saj so pričakovani manjši vplivi vremena pri dejavnostih in delu na prostem. Oranžna stopnja poziva na pripravljenost, saj so vremenske razmere lahko nevarne. Priporoča se preventivno ukrepanje ter redno spremljanje vremenskih napovedi. Vreme lahko moti vsakdanja opravila, možna pa je tudi materialna škoda. Najvišja oziroma rdeča stopnja vremenske ogroženosti predstavlja veliko stopnjo vremenskega vpliva ter poziva ljudi k preventivnemu ukrepanju, saj so vremenske razmere lahko zelo nevarne. Priporoča se brezpogojno upoštevanje navodil pristojnih služb in čim bolj pogosto seznanjanje z napovedanimi vremenskimi razmerami in tveganji. Vreme lahko znatno vpliva na vsakdanja opravila, razmisliti je treba o nujnosti predvidenih poti in biti pripravljen na izredne ukrepe. Možna je večja materialna škoda, ogrožena so lahko tudi človeška življenja. Opozorilni sistem deli Slovenijo na 5 regij, in sicer na osrednjo, severozahodno, severovzhodno, jugozahodno ter jugovzhodno regijo. Glede na obseg vremenske ogroženosti je semaforsko barvo obarvana ena ali več regij. Vremensko ogrožena niso nujno hkrati vsa območja znotraj obarvane regije, prav tako pa so vremensko ogrožena lahko tudi nekatera manjša območja zunaj obarvane regije. Območja ter stopnja vremenske ogroženosti so dnevno razvidna na spletni strani meteo.si za do 5 dni vnaprej. Vremenski vpliv lahko traja zgolj nekaj ur ali več dni, zato je trajanje vremenske ogroženosti prikazano s časovnimi poltraki. V sklopu opozorilnega sistema opozarjamo na velike hitrosti vetra, obilne padavine, nevihte, obilnejše sneženje, poledico ali žled, nizke ali visoke temperature, požarno ogroženost, visoko plimo, nizko oseko ali povečano valovanje ter nevarnost snežnih plazov. Stopnja vremenske ogroženosti je povezana z verjetnostjo dogodka in njegovim vplivom na človekove dejavnosti ter obsegom škode, ki jo lahko povzroči.